Dobrodošli v desnem mikrofonu. Danes gostimo predsednika SDS Miklavž in evidentiranega kandidata za poslanca v državnem zboru, gospoda Borisa Zupaniča. Gospod Boris, lep pozdrav. Enako, lep pozdrav tudi vam. Gremo čisto na začetku. Kdo je Boris Zupanič? Kako bi se opisali našim bralkam in bralcem, seveda gledalcem in gledalcem? Sem Boris Zupanič, doma sem iz Miklavža na Dravskem polju, sem star 63 let, po poklicu sem gozdar, trenutno sem upokojen, nekaj časa že upokojen, mladi upokojenec, povezan z naravo, lovec, oče, dedek in mož. Zakaj ste se odločili za aktivno politično pot prav v SDS? Dolgo sem že član Slovenske demokratske stranke. Jaz mislim, da to je edina stranka, ki predstavlja tudi moje vrednote, ki moja videnja, in ponosen sem, da sem član te stranke. Kako bi vi s tremi besedami opisali stranko, kateri pripadate? Stranka, kateri pripadam, Slovenska demokratska stranka, je za mene predstavlja krščanske vrednote, domoljubje in tisto, in pa briga za malega človeka. Okay. Zdaj pa, da gremo malo na SDS Miklavž na Dravskem polju. Kako je danes organizirana SDS v občini Miklavž na Dravskem polju? Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Miklavž na Dravskem polju je kar številčna skupina, številčno članstvo, ki se tudi letos povečalo kar za nekaj članov. Imamo tudi, letos smo ustanovili, mislim lanskem letu, konec leta smo ustanovili tudi Slovensko demokratsko mladino, tako da se dogajajo stvari in mislim, da gremo po pravi poti. Katere so glavne težave in potrebe občanov, ki jih zaznavate na terenu? To je kar nekaj problemov, ki se tarejo naše ljudi, predvsem zdravstveno nega, ne. Tu v Miklavžu, kjer jaz prihajam, je nujno potreben novi zdravstveni dom in na neprijetni lokaciji, kar ob cesti in težko dostopen, brez parkirišč. Potem tudi gasilski dom. Drugi problemi pa so tudi, da problem je, da mladina odhaja iz Miklavža, da ni stanovanj, ni stanovanjske gradnje. Sicer zadnje čase se to povečuje, ampak birokratske ovire so prevelike, zato da mladi potem se rajši odselijo, kot pa da bi čakali na gradnjo v samem Miklavžu. Kako pomembno pa je po vašem mnenju, da ima lokalna skupnost svoj glas v državnem zboru? To je zelo pomembno. Nažalost, tu ta predel, ki jaz prihajam, že dolgo ni imelo svojega glasa v državnem zboru Republike Slovenije, in jaz mislim, da je to velikega pomena, da tudi lahko z tega konca ljudje prenesejo svoje tegobe in probleme na raven države in da svoje probleme izražajo tam in tudi nekje tudi sodelujejo pri določenih projektih, ki jih mogoče včasih zaradi tega, ker nimajo svojega predstavnika, da ne pridejo do njih. Kateri pa so ključni razvojni projekti v občini Miklavž v prihodnjem letu? Tako kot sem že omenil, novi zdravstveni dom, gasilski dom in potem same povezave med krajevnimi skupnostmi z kolesarskimi stezami, to je tudi v planu, in jaz mislim, da pa sami stanovanjski problem, ki se mora rešiti, zato da bi mladi ostajali v kraju ali pa tudi še iz drugih koncev potem prihajali živeti v naš prelepi Miklavž. Kako pa ocenjujete sodelovanje med občino in državo? Slabo. Zadnje čase slabo, tako sem že omenil, ni predstavnikov, ni to, in tukaj glas je malo, ni toliko slišan v Ljubljani, kot pa to imajo privilegije sami Ljubljančani, tako da jaz mislim, da smo izpuščeni določeni projekti, da se preveč vlaga v prestolnico, ti obrobni kraji pa stvari podeželski kraji pa so prikrajšani za določene ugodnosti in pa projekte. Kaj bi kot poslanec naredili boljše za občane Miklavža? Jaz bi se predvsem zavedal za to, ne samo za občane Miklavža, ampak za celotno regijo, celotno Dravsko polje, katero bi predstavljal kot poslanec, in pa tudi Maribor, zato da bi
bili slišani, da bi svoje probleme lahko izražali v Ljubljani. Zdaj pa ste rekli, da ste bolj bili iz branže kmetijstva, pa tega vsega, gozdar. Tako. Pa gremo malo na kmetijstvo. Zdaj, slovensko kmetijstvo je vse bolj pod pritiskom uvoza in evropskih pravil. Kaj po vašem mnenju danes država najbolj, kje v državi najbolj odpoveduje to vse skupaj? Slovensko kmetijstvo je res pod pritiskom uvoza teh evropskih pravil, ki mislim, da tudi, vem, da so naši poslanci v Evropskem parlamentu so vsi glasovali proti temu sporazumu in tukaj jaz mislim, da bi trebalo več narediti, tudi ne samo za slovenskega kmeta, ampak tudi za celotni evropski kmečki živelj je proti temu uvozu. Ja. Kako pomembna je po vašem mnenju samooskrba s hrano za nacionalno varnost Slovenije? Samooskrba je zelo, zelo pomembna zadeva. Jaz mislim, da Slovenija lahko samooskrbna in da smo sposobni skrbeti za zdravo hrano, ki jo pridelamo sami, in pa tudi, da se ne uvažajo ti izdelki, kateri nimajo ekološke predelave, tako kot jo imamo pri nas v Sloveniji. Dosti se čuje, da je težava pri nas v Sloveniji, da mladi ne prevzemajo kmetijstva, čeprav lahko gledamo tudi nekatere kmetijske sejme, se kar mladi udeležujejo teh kmetijskih sejmov pa to, ampak še vseeno se mladi ne odločajo za prevzem kmetije. Kaj bi morali politiki narediti, da se ta trend obrne? Politika bi mogla danes zelo gledati za to, da bi se ta trend, ki se je začel v preteklih letih kar dobro obnesel, da so mladi prevzemali svoje kmetije, ampak danes mladi z raznimi ukrepi, ki jih duši birokracija in vse, se ne upajo več prevzemati svojih kmetij, svojih staršev, zato ker se bojijo, da ne bojo mogli svoje eksistence obdržati ali pa celo širiti same kmetije. Sporazum Mercosur odpira trg EU poceni kmetijskim proizvodom iz Južne Amerike. Kako to vpliva na slovenskega kmeta? To ne vpliva samo na slovenskega kmeta, to vpliva tudi, tako sem že prej povedal, na evropskega, celotno evropsko kmetijsko živelj. Naši evropski poslanci iz naše stranke so ta sporazum niso podprli in tudi naš predsednik Janez Janša se je udeležil protestov v Bruslju, ki so bili iz cele Evrope proti temu sporazumu Mercosur. Tukaj je potem lahko pride do nelojalne konkurence, do uvoza sumljivih ali pa netransparentno pridelanih izdelkov po ceno in jaz mislim, da to lahko vpliva še bolj na slabo stanje slovenskega kmetijstva in pa slovenskega kmeta. Tako da lahko z eno besedo rečemo, da je to neposredna grožnja za... To je neposredna grožnja za celotno Slovenijo in pa celotno tudi za Evropo, za kmetijstvo v Evropi. Bi morala Slovenija sporazum Mercosur zavrniti ali vsaj zahtevati varovalke? Jaz mislim, da bi ga mogla zavrniti, ker varovalke bo težko potem ali pa res potem striktno kontrolirati izvor samega predelavo, ker vemo, da v tretjem svetu da ni še takih omejitev raznih pesticidov in pa strupenih stvari, ki se uporabljajo v kmetijstvu, tako kot v Evropski uniji in pa v Sloveniji. Mi se tega držimo, a tam pa potem je potem to, ker tudi povzroča malo bolj drago pridelavo kmetijskih izdelkov, tam pa lahko z temi pesticidi tudi dosegajo večje donose in pa seveda za zdravje človeka pa lahko to usodno. Bojim se za naše otroke, za naše vnuke, da bojo potem dobili na krožnik takšno hrano, ki ni zdrava za človeka. Če se spomnimo, pred 2 letoma se je dogajalo tisti odvzem goveda brez pravne podlage, pač nekomu ni bilo všeč, da je tam govedo in so pač odvzeli kmetu. Bi se po vaše civilna družba morala nehati vmešavati v kmetijstvo?
Ne, civilna družba nima kaj delati v kmetijstvu. Prvič, človek ni smel vstopiti, ne civilni, ti niso smeli stopiti na dvorišče, privatno zemljišče, na kmetijo tega kmeta, ki so ga potem obtožili teh stvari, ki smo jim bili priča. Potem dokazalo se je, da sploh ni tako, kot je bilo, ampak jaz mislim, da civilna iniciativa nima kaj odločati o samem kmetijstvu. Ja, rekli ste sami, da ste lovec, ne? Imamo pa eno težavo, da je lovstvo pogosto tarča kritik. Kakšna je vaša osebna izkušnja in pogled? Ja, to isti problem imamo s temi ljudmi, ki ekologi, razni tako imenovani ekologi, ki se mešajo v čisto vse pore naše družbe, tako kot smo prej omenila kmetijstvo, kmete, ki hodijo organizirati z razne živali in to, tako je tudi v lovstvu. Preveč neznanja je to strani teh ljudi in nas vidijo samo kot neke morilce, ampak mi pa upravljamo celo javno službo s tem in jaz mislim, da te stvari so šle mogoče malo predaleč v Sloveniji. No, kakšno vlogo pa ima lovstvo pri ohranjanju naravnega? Tako sem že povedal, mi upravljamo javno lovsko službo, ki nam je predpisuje država, mi smo koncesionarji, izvajamo striktno lov in količine, mislim, tudi odvzemamo divjad iz lovišča, točno tisto, kaj nam predpiše država in mislim, da če ne bi bilo lovcev, bi se marsikatere živali preveč razmnožile, povzročale ekstremne škode in mogoče tudi kakšne bolezni prišle, ki se bi mogoče prenašale živali potem tudi lahko na človeka. Govorimo o raznih steklinah in tako dalje. Ko ste rekli sami, da vam država odredi, koliko morate izloviti česa, so to strokovnjaki red na tem področju? To so strokovnjaki, to so izobraženi ljudje, ki točno vejo, za kaj gre in mislim, da kar dobro ohranjajo naše živalske vrste in pa za naša lovišča. No, da ne bo zdaj kdo tudi od naših gledalcev narobe razumel, da bi jaz na primer dvomil v to, ampak sami vemo, kako imamo pri nas v parlamentu ministre, ki niso glih za področja, ki mogli biti, zato sem to tudi vprašanje naslovil na vas, ki veste, kako se to, ki Je pa res, potem vse potrjuje ministrstvo, tudi vse akte se potem potrjuje na ministrstvo, tudi imamo potem druge lovci sami, tudi kot preko Lovske zveze ali pa upravljavcev lovišč, sodelujejo pri tem in mislim, da kar korektno sodelujemo. Odlično. Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje zveri in divjadi? Ja, tu pri zvereh je zopet zgodba takšna, ko je, zopet so te razna civilne iniciative ali pa ekološka društva, ki so proti odvzemu zveri, ne spadajo v kategorijo lovne divjadi, ni divjad, ampak je zaščitena po zakonu in se odvzema iz lovišča po odločbi Ministrstva za prostor in okolje. Tako da in za naravne vire. In tukaj se zopet preveč premeša te civilne iniciative, premalo se posluša strokovnjake lovske in zato imamo stanje takšno, ko imamo pri medvedu, volku. Volk se nam že širi na Pohorje, po celi Sloveniji medved, vidite, odločba stoji že ne vem koliko časa, tako da jaz se bojim, da tudi če bo potem prišlo do kakšne nesreče, vprašanje, kdo bo potem odgovarjal. Stalež se dviguje medvedov in mislim zveri in vprašanje bo, kaj se bo potem lahko celo tu zgodilo. Če ne bomo delali. Kdo je pa po vašem mogel prevzeti odgovornost, če se nekaj takšnega zgodi? In na kak način odgovornost? Ja, tisti, ki to zavirajo. Lovci sigurno ne. Ja, to definitivno ne. Lovci sigurno ne. Zdaj pa gremo spet na eno malo bolj aktualno temo in to je minimalne plače, ki zdaj trenutno poslušamo spet te bombončke naše države, ki mislijo, da delajo dobro ljudem, ampak mislim, da kar slabo. Vlada je močno zvišala minimalno plačo, kako vi gledate na to? Ja, tukaj je kar problem nastal zdaj za to minimalno plačo. Jaz mislim, da 3 leta Ministrstvo za delo ali pa za Luka Mesec niso skoraj nič delali, zdaj na koncu pred volitvami so pa
začeli deliti te predvolilne bombončke. Jaz mislim, da tu je zgrešeno, popolnoma zgrešeno. Kot vidite, tudi ni bilo usklajeno ne z nobenimi socialnimi partnerji, to je nekaj solo, ampak mislim, da posledice bomo tega nosili vsi in to negativne. Kako pa bi zagotovili dostojne plače, ne da bi ogrozili delovna mesta in gospodarstvo? Absolutno tisto, kar smo že mi hoteli, kar je naša stranka, naš predsednik kot predsednik vlade takrat naredil na koncu mandata, zadnjega mandata, da bi se razbremenili plače in da bi se davki znižali, takrat bi ljudje dobili več in bi danes na njihovih transakcijskih računih bilo več denarja, kot ga je zdaj določila ta vlada z raznimi regresi ali božičnicami in pa z temi dvigi minimalne plače. No, kaj pa bi vaše mnenje na besede takrat, ko je bil izvoljen trenutni premier Robert Golob, zakaj bi znižal davke, če takrat bo imeli ljudje preveč denarja? Ja, tako, to je absolutno, vidite, to je bilo izjava, ki ne sodi za enega predsednika slovenske vlade. Kakšna je alternativa, ki jo ponuja SDS? Absolutno, to, kot sem že povedal, znižanje davčnih osnov, znižanje davkov, davčno politiko, reforma davčne politike in pa razbremeniti delo, ne, da bojo lahko preživele firme, da bojo lahko delavci imeli delo in da bojo tudi dosledno, mislim, dostojno plačani za svoje delo. Zdaj pa moramo pogledati malo širšo sliko celotne naše slovenske politike. Kako ocenjujete našo slovensko trenutno politiko? Naša slovenska politika, to je skoraj več ni kaj za ocenjevati. To je polom na celotni fronti. Mislim, da 3 leta so se ukvarjali z sami sabo, zdaj na koncu pa hočejo prikazati, da so bili zelo uspešna vlada, kar mene to ne prepriča. In jaz mislim, da tudi volivke in volivci bojo na koncu dali svojo sodbo k tem ukrepom. Kje pa vidite največje napake aktualne vlade? Absolutno, da en čas niso delali nič, drugič to razne božičnice, zvišanje minimalne plače, ta oskrba, dolgotrajna oskrba, zgrešena politika. Vidite, kaj se dogaja, danes skoraj tega nimamo, nekaj so šli na silo in jaz mislim, da tu je zgodba. Če gledamo to dolgotrajno oskrbo, ki jo je nastavila prejšnja vlada, ko je vodil gospod Janez Janša, se je že takrat nastavilo to vse skupaj, dolgotrajna oskrba. Zakaj so šli oni to spreminjati in delati? Neki davek na, oni so šli delati davek na hranijo, neki davek, neki denar hranijo. Oni, ko so prevzeli vlast, so bili polni sami sebe in na koncu koncev to, kaj so delali, vse, kaj je naredila vlada Janeza Janša, ki po mojem prepričanju je delala zelo dobro, tudi pokazatelji so kazali, gospodarska rast okoli 8%, danes imajo 0,8%, mislim, da in vse, kaj so naredili samo proti vladi, ki je vodil Janez Janša. Zakaj bi volivci zaupali SDS-u na naslednjih volitvah? Mislim zato, ker SDS je vedno, kaj je obljubila, je naredila, ljudem je šlo boljše, pokazatelji, tako sem že prej povedal, so kazali boljše in glede, kaj se tiče brezposelnosti, gospodarska rast je bila na višku in tudi na zadnje vlado, ko je bilo v celi koroni, v celem tem covidovem pandemiji, smo pokazali, da smo imeli večjo gospodarsko rast in da se je delalo in gospodarilo v Sloveniji boljše. Kakšno Slovenijo si vi želite čez 10-20 let? Čez 10-20 let Slovenijo, ki bo vsak človek lahko dostojno živel, da bojo ljudje zadovoljni, srečni in da bojo lahko imeli Slovenijo takšno, ki so mogoče si zamišljali pred 30-35 leti, 1991, ko smo se borili za to, da bi bili v svoji samostojni Sloveniji. Sanje nam te leve stranke so počasi jemale, z vsakim mandatom jih je bilo manj in jaz mislim, da
z vlado Janeza Janše in SDS v bodoče bo življenje v Sloveniji lepše. Še zmeraj je ta težava, da slišimo ljudje, ki so neodločeni glede volitev, ali ne bojo šli na volitve, ali kakšno je mnenje, kaj bi sporočili tem ljudem? Neodločenim volivcem bi sporočil predvsem to, da naj gredo na volitve, naj naredijo inventuro zadnjih 4 let vlade, ki je vodil Robert Golob, in naj dajo glas desnosredinski opciji pod vodstvom predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. Zdaj pa, da še vam dam minuto, kaj bi sporočili volilcem, volilkam, zakaj ne glih okrožijo stranko SDS? Dragi Slovenci, drage Slovenke, dragi Slovenci, sedaj imate možnost, da 22.3. greste na volitve in oddate svoj glas za boljšo Slovenijo, ki ste jo sanjali pred 35 leti, in danes, mislim, takrat boste imeli možnost, da skupaj zakorakamo v boljšo prihodnost. Gospod Boris, najlepša hvala, da ste vzeli čas za nas. Hvala. Vi, dragi gledalci, drage gledalke in poslušalci, spremljajte še nas naprej, sledite nas na vseh socialnih omrežjih, vse povezave imate spodaj v opisu in se vidimo.